Začenjamo 20. redno sejo občinskega sveta v 8. mandatu, ki poteka danes 10. decembra ob 17. uri v sejni sobi občine Kranjska Gora. Prav lepo pozdravljene svetnice in svetniki, poročevalci, seveda tudi moji sodelavci in mediji. Za današnjo sejo predlagam najprej sprejem dveh zapisnikov, in sicer pod prvo točko obravnava in sprejem zapisnika 19. redne seje občinskega sveta in pod drugo točko obravnava in sprejem zapisnika druge dopisne seje občinskega sveta. Odpiram razpravo najprej na sprejem zapisnika 19. redne seje občinskega sveta. Ima kdo mogoče na zapisnik kakšno pripombo? Če ne, predlagam naslednji sklep. Potrdi se zapisnik 19. seje občinskega sveta občine Kranjska Gora. Prosim, če se priglasite in glasujete. 16 prisotnih, 16 glasovalo za. Sklep sprejet, hvala lepa. Naslednja točka je obravnava in sprejem zapisnika druge dopisne seje občinskega sveta. Ima kdo na ta zapisnik kakšno pripombo? Če ne, predlagam naslednji sklep. Potrdi se zapisnik druge dopisne seje občinskega sveta občine Kranjska Gora. Prosim, če se priglasite in glasujete. 16 prisotnih, 15 za, 1 proti. Sklep sprejet. Za današnji dnevni red pa predlagam naslednje točke. Pod prvo točko kadrovske zadeve, druga točka odlok o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2026, druga obravnava, tretja točka odlok o urejanju in čiščenju javnih površin v občini Kranjska Gora, druga obravnava. Četrta točka odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju cest in cestnega prometa v občini Kranjska Gora, skrajšani postopek. Peta točka odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Kranjska Gora, prva obravnava. Šesta točka stanovanjska strategija občine Kranjska Gora 2025-2032. Sedma točka soglasje k ceni socialno-varstvene storitve pomoč na domu. Osma točka sklep o določitvi cen programov v vrtcu pri osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora ter znižanju plačil staršev. Deveta točka sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2026. Deseta točka sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za leto 2026. 11. točka predlog za spremembo cen gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Kranjska Gora za leto 2026. 12. točka predlog za spremembo cene gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja odpadne vode v občini Kranjska Gora za leto 2026. 13. točka končna poročila o upravljenih nadzorih po programu dela nadzornega odbora za leto 2024, po mojem 25. Okvirni plan dela občinskega sveta občine Kranjska Gora za leto 2026, 15. točka predlogi in pobude in 16. točka informacije. Ima kdo na predlog dnevnega reda pripombo, predlog za razširitev ali umaknitev kakšne točke? Če ne, predlagam, da glasujemo o naslednjem sklepu. Potrdi se predlagani dnevni red za 20. redno sejo občinskega sveta občine Kranjska Gora. Prosim, če se priglasite in glasujete. 16 prisotnih, 16 za. Sklep sprejet, hvala lepa. In prehajamo kar na prvo točko, to so kadrovske zadeve. In tukaj bom kar prosila predsednika Komisije za mandatne vprašanja, volitve in imenovanja, da nam predstavi vsebino oziroma točko. Ja, pritisniti za mikrofonček. Tako, hvala. Kot rečeno, vedno pozabim, kje je to. Hvala lepa, županja. Tako da, poleg zadev, ki smo jih že imeli na dopisni seji, je Komisija za MVI obravnavala naslednje teme, in sicer imenovanje v svet javnega zavoda osnovne šole Josipa Vandota, Kranjska Gora. Jaz sem zdaj kar povedal predloge, moš li bo vsako točko posebej. Tako pa bomo pa glasovali sklep. In sicer se predlaga, da se v svet javnega zavoda osnovne šole Josipa Vandota imenujejo sledeči: Katarina Hlebanja, Špela Vidmar in pa Domen Gregorij. Tako, hvala lepa.
Ker pri tej točki ni razprave, predlagam naslednji sklep. Občinski svet občine Kranjska Gora v svet javnega zavoda osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora imenuje Katarino Hlebanja, Špelo Vidmar in Domna Gregorja. Prosim, če se priglasite in glasujete. 16 prisotnih, 14 glasovalo za. Hvala lepa. Naslednja točka, Tomaž, prosim. Naslednji je bil svet zavoda osnovne šole 16. decembra Mojstrana. Predlog je, da se v svet zavoda imenujejo Rok Čebulj, Sašo Mesec in pa Barbara Branc. Hvala lepa. Predlagam naslednji sklep. Občinski svet občine Kranjska Gora v svet javnega zavoda osnovne šole 16. decembra Mojstrana imenuje Roka Čebulja, Sašo Mesec in Barbaro Branc. Prosim, če se priglasite in glasujete. 16 prisotnih, 15 za. Hvala lepa. In še naslednja točka. Ja, potem smo imeli za prostorsko planiranje odbor, kjer ni bilo kandidatov. Tukaj se potem razpis ponovi. Imamo pa še... Treba je razrešiti, ja. Aha, razrešili pa še. Ja, razrešili se pa Gregorja Šaleja, tako da okay, potem moramo še o tem glasovati. Potem. Tako, predlagam naslednji sklep. Občinski svet občine Kranjska Gora iz odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami razrešuje Grega Šaleja. Prosim, če se priglasite in glasujete. 16 prisotnih, 16 za. Hvala lepa. In še zadnja točka. Ja, zadnja točka pa je bil imenovanje v svet glasila občine Kranjska Gora in MVI predlaga, da se na to mesto imenuje gospoda Blaža Knifica. Hvala. Predlagam naslednji sklep. Občinski svet občine Kranjska Gora v svet glasila imenuje Blaža Knifica. Prosim, če se priglasite in glasujete. 15 priglašenih, 15 za. Hvala lepa. Prehajamo na naslednjo točko. To je odlok o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2026, druga obravnava. Kot veste, je bil odlok v obravnavi do 31. oktobra. V tem času je prispela oziroma je bila dana na odboru za gospodarstvo in gospodarske javne službe ena pobuda. Ostalih, bom rekla, pobud ali amandmajev na predlog odloka nismo sprejeli. Jaz bom mogoče na kratko podala samo razliko, kaj se je zgodilo v tem času med prvim in drugim branjem. In sicer na prihodkovni strani so se nam prihodki povečali za nekaj manj kot 620 tisoč evrov, za okrog 300 tisoč evrov iz naslova dohodnine, nekaj je iz naslova višje realizacije naslova najemnin, to je 100 tisoč evrov, in iz naslova prejetih sredstev za sanacijo plazu Topolino in za sončne fotovoltaične elektrarne, kjer bo prišlo do zamika nakazila. Na odhodkovni strani so bile pa izvedene naslednje spremembe. Na predlog odbora se je zmanjšal proračun na postavki turizma za 100 tisoč evrov. Potem so se zmanjšala sredstva za projektiranje Slovenskega planinskega muzeja, ker je bil v tem času izvedeno javno naročilo in smo prejeli ponudbo, ki je bila nižja od planiranih sredstev. Potem so se nam znižala nekaj sredstva na nivoju oziroma na področju parkirišč, ker smo tudi dobili že ponudbe, in pa za sredstva za umirjanje prometa v Dolino Vrata in Vršič, ker glede na novo realizacijo. Povečana pa so naslednja sredstva, in sicer so se povečala sredstva za otroško letovišče Pineja v višini 70 tisoč evrov, potem so se povečala sredstva za čiščenje poslovnih prostorov. Tukaj smo tudi izvedli javno naročilo in prejeta ponudba je bom rekla, bila višja, kot so bila planirana sredstva. Potem so v drugo branje prišla tudi sredstva iz participativnega proračuna, projektov, ki so bili sprejeti.
Potem je dodano v proračun, so dodana sredstva v višini 50 000 evrov za pločnik v Gozd Martuljku. Tukaj moram povedati, da smo strani države dobili v podpis aneks za izvedbo pločnika. V prvem branju smo pripravili okvirno oceno, zdaj z aneksom smo pač ugotovili oziroma nam je bila ta cena posredovana za 50 000 večja in zato smo tudi zagotovili ta sredstva. Potem so zagotovljena sredstva, večja sredstva za 60 000 evrov za delovanje športnih društev, za investicijo za delovanje športnih društev v višini 40 000 evrov in za vzpodbujanje kmetijstva v višini 68 000. To je vzpodbuda za, bom rekla, sofinanciranje oziroma prispevek k plačilu prispevkov za kmete in pa sredstva v višini 86 000 evrov. Tukaj gre pa za sredstva na področju fekalne kanalizacije in čistilne naprave. Tam se je pač zlomilo mešalo v aeracijskem bazenu. Ta sredstva zagotavljamo v višini 40 000 evrov in pa dodatno še za projekt 46 000 evrov. Tako na kratko. Ker gre za drugo branje proračuna, v bistvu razprave ni, bi pa prej še prosila odbore in komisije, ki so obravnavale pač drugo branje proračuna. Tukaj prosim najprej predsednika statutarno-pravne komisije, da poda poročilo. Hvala lepa. Statutarno-pravna komisija ni imela tu nobenih pomislekov, tako da predlaga občinskemu svetu, da odloča o naslednjih sklepih glede proračuna, kadrovskega načrta, načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem, stanovanjskim programom, letnim programom športa, letnim programom kulture, pa letnim planom razvoja in vzdrževanja občinskih cest za leta 2026. Hvala lepa. Ker razprave ni, vas predlagam naslednje sklepe in sicer bomo glasovali za vsak sklep posebej. Najprej prvi sklep, sprejme se odlok o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2026. Prosim, če se priglasite in glasujete. 16 prisotnih, 16 za. Naslednji sklep, sprejme se kadrovski načrt za leti 2026 in 2027. Prosim, če se priglasite in glasujete. 16 prisotnih, 16 za. Naslednji sklep je, sprejme se načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem občine Kranjska Gora za leto 2026. Prosim, če se priglasite in glasujete. 16 prisotnih, 16 za. Naslednji sklep, sprejme se stanovanjski program občine Kranjska Gora za leto 2026. Prosim, če se priglasite in glasujete. 16 prisotnih, 15 za, 1 proti. Naslednji sklep, sprejme se letni program športa občine Kranjska Gora za leto 2026. Prosim, če se priglasite in glasujete. 16 prisotnih, 16 za. Naslednji sklep, sprejme se letni program kulture občine Kranjska Gora za leto 2026. Prosim, če se priglasite in glasujete. 16 prisotnih, 16 za. In še zadnji sklep, sprejme se letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest za leto 2026. Prosim, če se priglasite in glasujete. 16 prisotnih, 15 za, 1 proti. Hvala lepa, vsi sklepi so sprejeti. Prehajamo na naslednjo točko. To je odlok o urejanju in čiščenju javnih površin v občini Kranjska Gora. Gre za drugo obravnavo. Ker v času javne razprave nismo prejeli nobene pripombe na ta odlok, je dejansko pripravljen v enaki obliki, kot je bil na prejšnji seji. Prosim pa zdaj najprej poročevalce, da podajo poročilo iz sej oziroma ko so obravnavali predlog tega odloka. In najprej prosim predsednika statutarno-pravne komisije za poročilo. Hvala lepa.
Glede tega odloka, glede na to, kaj ste že povedali, ni tudi na statutarni pravni komisiji bilo nobenih dodatnih predlogov, vse ostalo je razvidno iz zapisnika, tako da se predlaga občinskemu svetu, da odloča o predlogu, kot je na dnevnem redu. Hvala lepa. Prosim še podpredsednico odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, če poda poročilo odbora. Hvala. Tudi na odboru za gospodarstvo in gospodarske javne službe ni bilo kakšnih posebnosti pri obravnavi tega odloka, tako da predlagamo občinskemu svetu, da sprejme odlok o urejanju in čiščenju javnih površin v občini Kranjska Gora. Hvala lepa. Sedaj pa predlagam naslednji sklep. Občinski svet občine Kranjska Gora sprejme odlok o urejanju in čiščenju javnih površin v občini Kranjska Gora. Prosim, če se priglasite in glasujete. 16 prisotnih, 16 za. Sklep sprejet. Hvala lepa. In prehajamo na tretjo točko, to je odlok o urejanju in čiščenju javnih površin v občini Kranjska Gora. Ne, se upravičujem, odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju cest in cestnega prometa v občini Kranjska Gora, skrajšani postopek. Prosim pa tukaj direktorja za kratko obrazložitev. Ja, lep pozdrav tudi z moje strani. Zelo na kratko. Razmere na terenu so nas pač pripeljale do tega, da se, ker je pač to živa zakonodaja prometna, se zelo na brzino spreminja. Smo se odločili, da pripravimo tudi predlog sprememb in dopolnitev tega odloka. Spremembe in dopolnila so vezana predvsem na območja z omejenim prometom oziroma podrobnejša določitev izjem in načinom, kako dostopajo do teh območij. Z odlokom pa dodatno podeljujemo tudi javno pooblastilo izvajalcev gospodarske javne službe, to je v tem primeru Komunala Kranjska Gora, za vodenje vseh upravnih postopkov za izdajo dovolilnic za območja z omenjenim prometom. Dodajamo tudi določene stvari, ki so vezane predvsem na pravno urejenost dovolil, zaznavo registrskih tablic v prometu, za odpiranje zapornic in tako naprej. To je nov segment, ki je bil pač sprejet v krovnem zakonu o prometnem načrtovanju v letošnjem letu, v aprilu, tako da ga zdaj tudi občina in tudi nadzorni organi občine lahko uporabljajo ta sistem za prepoznavo teh registrskih številk in seveda posledično tudi vstopanje na območja, ki so zaprta. Toliko na kratko, zraven odloka ste dobili tudi pregled sprememb, tako da je razvidno, kaj spreminjamo dejansko. Glede na to pa, da odlok nima oziroma da spremembe in dopolnila so manj zahtevne, smo predlagali, da se ta odlok sprejme po skrajšanem postopku. Hvala lepa. Predajam besedo zdaj še odborom, oziroma komisiji, ki so obravnavale to točko, in sicer najprej statutarno pravna komisija. Prosim predsednika za poročilo. Ja, hvala. Statutarno pravna komisija tudi tukaj ni imela nekih dodatnih vsebinskih pripomb in tudi se strinja s tem, da se zadeva pelje po skrajšanem postopku. Predlagamo, da se sprejme sklep, kot je na dnevnem redu. Hvala. Hvala lepa. Pa še podpredsednica odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Polonca Bačner, prosim. Ja, tudi odbor za gospodarstvo je sprejel sklep oziroma predlagamo občinskemu svetu, da se omenjeni odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju cest in cestnega prometa sprejme po skrajšanem postopku. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Če razprave ni, predlagam naslednje dva sklepa, in sicer občinski svet občine Kranjska Gora sprejme predlog, da se predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju cest in cestnega prometa v občini Kranjska Gora sprejme po skrajšanem postopku. Prosim, če se priglasite in glasujete. 16 prisotnih, 16 za. Hvala. In naslednji sklep, občinski svet občine Kranjska Gora sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju cest in cestnega prometa v občini Kranjska Gora. Prosim, če se priglasite in glasujete. 16 prisotnih, 16 za. Hvala lepa. In prehajamo na 5. točko, to je odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Kranjska Gora, prva obravnava. Direktorja, prosim za kratko poročilo. Ja, hvala.
Občina Kranjska Gora ima sprejet odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini iz leta 2020. Zaradi različnih vzrokov, predvsem ker so ceste žive, ker se izvajajo določene rekonstrukcije, novogradnje, ker se menjajo lastniki oziroma parcelacije, prihaja tudi do sprememb. Zaradi tega smo bili, pač je vsaka občina, ne samo naša, predvidno mora vsako leto pregledati odlok in vse te spremembe vnesti v nov odlok. Glede na to, da je sprememb zelo veliko, smo se odločili, da gremo po rednemu postopku, kar pomeni, da bo tudi odlok razgrnjen v času 14 dni po prvi potrditvi oziroma po potrditvi prve obravnave. Odlok je sestavljen klasično iz tistih elementov, ki so potrebni oziroma ki nam jih nalaga predpis o merilih za kategorizacijo javnih cest. Seveda pa moramo tudi pridobiti ustrezna soglasja, v tem primeru Ministrstva za infrastrukturo oziroma Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Odlok ima tudi priloženo preglednico, iz katere so razvidne vse spremembe odlokov o kategorizaciji občinskih cest, bodisi kategorizacija, dekategorizacija oziroma kakšne druge spremembe, ki so vezane predvsem na mikrolokacije zaključka oziroma začetka kategoriziranih cest. Kot rečeno, odlok bo šel v javno razpravo oziroma bo javno razgrnjen in seveda potem bo šel tudi v drugo obravnavo na naslednji seji občinskega sveta. Hvala. Hvala. Prosim še za poročilo statutarno-pravno komisije, predsednik Tomaž Petrovič. Hvala lepa. Tudi tukaj statutarno-pravna komisija ni imela dodatnih predlogov, tako da predlaga občinskemu svetu, da sprejme to, da gre odlok v kategorizaciji v 15-dnevno javno obravnavo. Hvala lepa. In še prosim podpredsednico odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe za poročilo. Ja, tudi odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe ni imel kakšnih pripomb na omenjen predlog, tako da smo sprejeli 2 sklepa. S prvim predlagam občinskemu svetu, da sprejme omenjeni predlog v prvi obravnavi, drugi sklep pa je bil, naj se odlok pošlje v javno obravnavo. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Če razprave ni, predlagam naslednje 2 sklepa. Občinski svet občine Kranjska Gora sprejme predlog odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Kranjska Gora v prvi obravnavi. Prosim, če se priglasite in glasujete. Okay. 16 prisotnih, 16 za. Hvala lepa. In še drugi sklep. Občinski svet občine Kranjska Gora sprejme predlog, da se odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Kranjska Gora posreduje v 15-dnevno javno obravnavo. Prosim, če se priglasite in glasujete. 16 prisotnih, 16 za. Hvala lepa. In že prehajamo na 6. točko, to je stanovanjska strategija občine Kranjska Gora za obdobje 2025-2032. Tukaj pa prosim izdelovalca stanovanjske strategije, predstavnika Inštituta za politike prostora, gospoda Urbana Jeriho, da nam da kratko poročilo. Hvala. Dobro večer, hvala za povabilo. Rad bi vam na hitro predstavil, se srečamo zdaj že drugič. Prvič je bilo poleti, ko sem vam predstavil, kakšen je potek. Tako da zdaj smo pri koncu. Kot veste, proces izdelave je potekal v 3 sklopih in v vsakemu smo imeli več analitičnih delov, tudi javno razpravo. Tako da jaz mislim, da je bila javnost vsekakor zelo intenzivno vključena in da so prebivalci lahko dobro prispevali svoje ideje in razmišljanje. Priprave potekale v 4 korakih, najprej kakšno so izhodišča, potem analiza obstoječega stanja, oris želenega stanja in nabor ukrepov in akcijskega načrta in kot ključno smo seveda zasnovali vizijo stanovanjskega področja, ki je v alpskem prostoru pri vas seveda izjemno pereča. To je torej vizija. Oblikovali smo 4 strateške cilje. Gradijo naj se primerna in cenovno dostopna stanovanja, razvijajo naj se kadrovske in organizacijske kapacitete za izvajanje stanovanjske strategije, prostorsko načrtovanje in zemljiška politika naj podpirata
gradnjo primernih in cenovno dostopnih stanovanj za lokalno prebivalstvo in pa turizem naj podpira lokalne skupnosti in ne ogroža stanovanjske dostopnosti. In iz teh krovnih ciljev smo torej oblikovali koncept, da naj občinskega zagotavljanja za občane občine Kranjska Gora in ukrepi so razvrščeni v 3 sklope: upravljanje, optimizacija in nadgradnja in pa nova ponudba. Upravljanje to pomeni, to so ukrepi sistema upravljanja z občinskim stanovanjskim fondom, potem je optimizacija in nadgradnja, to pomeni, kaj so že obstoječe aktivnosti in bi jih bilo smiselno nadgraditi, in pa nova ponudba, gre za ukrepe novih naložb ali večjih rekonstrukcij, ki pogosto zahtevajo pridobitve, nakupe ali pa gradnjo. V celotnem akcijskem načrtu predvidevamo, da je vsota investicij v 7 letih dosega skoraj 10 milijonov evrov. In kaj pa so ti ukrepi v teh 3 sklopih? Najbolj zanimivo ali pa največje učinke pričakujemo iz 3. sklopa, to je nova ponudba, kjer je ukrep 3.3 priprava in izvedba stanovanjskih investicij, potem je 3.2 vzpostavitev alternativnih oblik bivanja, kot so medgeneracijsko sobivanje, stanovanjske zadruge ali druge oblike, če bodo na voljo. Potem je spremljanje stanja na področju potreb delodajalcev v javnem sektorju in javni razpisi na področju javnih službenih stanovanj. To je ta nova ponudba, tukaj pričakujemo, da je možnost največje izboljšave glede na sedanje stanje. Potem je optimizacija in nadgradnja, če gremo od spodaj navzgor, priprava in opremljanje zemljišč, ta je tudi investicijsko precej zahteven, potem vzdrževanje in prenova občinskega stanovanjskega fonda, vzpostavitev večletnega finančnega okvira za izvedbo stanovanjskega programa, novelacija obstoječih pravnih in prostorskih aktov in pa v področju upravljanja, ta je pa investicijsko manj zahteven, pomeni pa to kadrovske in organizacijske sposobnosti občine. In sicer krepitev občinskega nadzora na stanovanjskem področju in spodbujanje učinkovitejšega delovanja državnih inšpekcij, potem je vzpostavitev centralne baze podatkov za stanovanja in turizem, letni monitoring ter javni portal za kratkoročno oddajanje in prijavo morebitnih zlorab, jaz upam, da jih bo čim manj. Potem sistematično vključevanje prebivalcev v načrtovanje stanovanjske politike ter izvajanje promocijskih in izobraževalnih aktivnosti v smislu javnih razprav, debat, tako da so vse aktivnosti usklajene s potrebami. In pa prvi ali zadnji, izobraževanje obstoječih kadrov in zaposlovanje novih strokovnjakov za učinkovitejše upravljanje stanovanjskih politik. To je na hitro predstavljen akcijski načrt. Jaz sem prepričan, da bo ta stanovanjska politika lahko zaživela, ker doslej na javnih razpravah se je pokazalo, da je družbena volja vsekakor zelo naklonjena temu. Tako da za vsa vprašanja seveda sem vam na voljo za pojasnila. Hvala lepa. In prosim najprej še poročilo Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe. Prosim podpredsednico Polonco Bačner za poročilo. Po krajši razpravi je Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe sprejel sklep, s katerim predlagamo občinskemu svetu, da sprejme stanovanjsko strategijo občine Kranjska Gora 25-32. Hvala lepa. Prosim še predsednika Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami. Prosim Slavko Rabič za poročilo. Hvala lepa. Tudi naš odbor smo razpravljali o tej zadevi in sprejeli sklep, da Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami predlaga občinskemu svetu, da sprejme stanovanjsko strategijo občine Kranjska Gora 2025-2032. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Razprave ni. Zato predlagam... Ta spodno, ta si ugom. Zdaj probi še enkrat. Treba tole še kaj prekiniti? Evo tako.
Blaž Weber, imaš besedo. Hvala za besedo, se bom zelo kratek. Smo bili že enkrat seznanjeni, pa zdaj še dokončno seznanjeni s to strategijo, tako da načeloma jo vsi že verjetno poznamo, tudi bilo se mi zdi, da je dost priložnosti za tiste, ki so hoteli k temu karkoli dodati in tako naprej, tako da kar se vsebinskega dela, pa če vsak sam kriv, kar je pač k temu pripomoril ali pa ni pripomoril, tako da zaključek je tukaj danes na mis. Je zelo splošna strategija, preveč splošna se mi zdi, neoperativna ali pa, bom rekel, premalo investicijsko gledana, razen to, da je zapisane številke v akcijskem načrtu po določenih, bom rekel, teh terminih si sicer lepo sledijo in je v redu, ampak proračun pač pa ni usklajen s to strategijo. Tako da, če pogledamo postavke na proračunu, ki smo ga danes sprejeli, ni nobenega zneska noter, ki bi bil namenjen izvajanju te strategije. Zdaj se spet gospa županja, bom rekel, mečkan tukaj nasmiha, ampak ta strategija je napisana do leta 2032. Stroškov oziroma predvidenih investicij tukaj noter 6 milijonov, kar je zelo lepa številka. Tudi upam, da se bomo temu čim bolj približali, ampak jaz v letu 27-28 do 30 pač teh sredstev noter nisem opazil. Če sem jih, se upravičujem, da jih nisem opazil. Če sta pa te dve stvari usklajene eno z drugo in da imamo tudi nekoga, ki se bo s tem ukvarjal, ker tudi ta strategija se mi zdi nekako noter predvideva od monitoringa do nadzora in ostalih stvari, ki se mi zdijo pomembne, da se tukaj, bom rekel, bolj aktivno k temu pristopa. Potem bo pa ta strategija mogoče tudi zaživela. No. Tako da so, bom rekel, nastavki se mi zdijo v redu, verjamem pa, da je tudi resnost strani izvedbe tega enaka temu. Se pravim, mene je samo to zmotilo nekako, ker v tej postavki na investicijah v prihodnje tega nisem zasledil, ali pa saj konkretno nisem tega noter zasledil, mogoče pod kakšno drugo postavko. Niti verjetno še tukaj se bomo opirali neke stanovanjske sklade, pa so neki dogovori, verjetno z državo, tako kot zdaj vsi na tem, bom rekel, da kar dosti aktivno delujejo. To je pa to, no. Tako da nekako projekt, ki je bil narejen, saj po mojem mnenju, zato ker je že mogel biti, verjetno bi bil lahko boljši, ni pa slab. Hvala lepa. Tle bi mogoče res samo dodala, ta stanovanjska strategija za občino, tako veliko kot je naša, res ni nujno potreben, tako da ga ni bilo nujno pripraviti, ampak se nam je zdel prav zaradi same problematike stanovanjske, zato da smo ga pripravili. Vseeno daje neke okvire za 7 let. V proračunu za leto 2026 so predvidena sredstva za izdelavo projekta za gradnjo oziroma za pridobitev gradbenega dovoljenja v Čičarah za 2 večstanovanjska objekta, to je nekaj, in pa gradnjo trostanovanjskega objekta je tudi tako drži. Je pa res, tako kot je bilo rečeno, tlele vseeno računamo na neka sredstva, tako da v NRP za leta 2027 tega nismo noter vključevali, ampak tisto NRP nastavki, ki se bodo pri sprejemanju proračunov za leto 2027 zanesljivo dopolnjevali in spreminjali. Hočem reči, če imaš samo še minuto, gospa županja, da ne bo narobe razumljen, v redu je, ampak zdi se mi, da ker vemo, da je ena ključnih stvari stanovanjska problematika v naši dolini, da bi bil ta zadeva že zdaj nekako vidno podprta s tem, da se resen misli. Zdaj, stanovanja verjetno niso stvar, ki se rešuje v enem tednu ali pa v 2 tednih ali pa v enem mandatu, ampak se rešuje dolgoročno. In zato, če smo zastavili za določene stvari že za 5 let naprej, bi tudi tukaj lahko določena sredstva predvidevali. V redu, hvala. Je pa projekt prav eden od prvih korakov. Hvala. Naslednji je Tomaž Petrovič, izvoli. Zdaj pa že teče. Hvala lepa. V bistvu nimam kaj dosti dodati temu, kaj je Blaž povedal. Tako da tudi moje misli grejo v tej smeri splošnosti, seveda so to strategije in tako naprej, ampak vendarle bi neko bolj konkretno operacionalizacijo tega, neka navodila občini ali pa pač deležnikom tu pričakoval. Tako da ne bom zdaj ponavljal to, kar je Blaž povedal. No, pa eno vprašanje,
Tu pišete, da na avstrijskem, tirolskem počitniški domovi lahko predstavljajo največ 8% stanovanjskega fonda občine. Pa me zanima, nisem videl, kakšno pa je pri nas situacija? Ni kakšnih navodil. Kako je ugotovljeno stanje, dejstva. Ne? Tu pač pravite, da pač je lahko na avstrijskem, tirolskem, lahko počitniški domovi predstavljajo največ 8% stanovanjskega fonda občine. Pa me zanima, kakšno stanje pri nas? Koliko je ta procent? Ja, tega podatka zdaj nimam, lahko pa pogledamo na vire, ki so bili... Mislim, to bi pač pričakoval, to je neka baza, iz katere ste verjetno delali to. Saj je bila analiza narejena. Tako da bi pričakoval, da ta podatek se približno, da ga imate. Mislim, da ga boste izstrelili tako, da boste rekli, ne vem, 40% se znižuje. Ja. Na vir, na katerem smo tudi delali za to pripravo strategije, je bila tudi doktorska naloga enega študenta, ki se je ukvarjal z sekundarnimi bivališči tudi v občini Kranjska Gora. Tako da ugotavljanje, kakšen je fond, ki je namenjen kratkoročnemu oddajanju, se pravi vikendom in podobno, ta vir ga v Sloveniji ne zbiramo. Vse to je samo po projektih. In to je eden izmed teh stvari, ki jih želimo nasloviti z ukrepom v prvem sklopu, kjer je monitoring nad ukrep 1.3, vzpostavitev centralne baze podatkov za stanovanje in turizem. Namreč te podatki so za državo in za občino izjemno nepregledni in te evidence so izjemno slabe. Tako da tukaj tiči ta razlog. Ja, jaz bi mogoče tlele dodala samo to. Mi vemo že iz strategije turizma, ki je bila sprejeta, da imamo na, rekla, približno 5200 prebivalcev, imamo v občini Kranjska Gora 10.500 postelj. Je res, da so tukaj vključeni tudi hoteli. To so posle, ne? Tako, ampak prav fond, ne? Prav fond stanovanj, ne zapustno posle. Ta procent, če bi to upoštevali, verjetno 20%. Ali pa še več, verjetno še več, tako bi jaz ocenila. Tako, če drugih razpravljavcev ni, predlagam naslednji sklep, in sicer občinski svet sprejme stanovanjsko strategijo občine Kranjska Gora 2025-2032. Prosim, če se priglasite in glasujete. 16 prisotnih, 13 za. Hvala lepa. Hvala lepa tudi poročevalcu. In prehajamo na naslednjo točko. To je soglasje k ceni socialno-varstvene storitve pomoč na domu. Kot ste z gradivom dobili, pač pomoč na domu je socialno-varstvena storitev, ki je namenjena upravičencem, ki imajo pač zagotovljene bivalne pogoje za svoje življenje v svojem okolju, ampak se zaradi starosti ali kakorkoli invalidnosti ne morejo skrbovati. Ta storitev je namenjena osebam starejšim nad 65 let, osebam s statusom invalida, drugim invalidnim osebam, kronično bolnim in hudo bolnemu otroku oziroma otroku s težko motnjo v telesnem razvoju. Skrati, nazadnje smo to ceno storitve pomoč na domu je občinski svet potrjeval novembra leta 2023. Strani izvajalca te storitve smo dobili pobudo in sicer oziroma predlog za povišanje cen in sicer zaradi tega, ker so se pač dvignili stroški, predvsem zaradi prenove plačnega sistema, regresa, inflacije in tako naprej, predvsem zaradi stroškov dela. Skratka, v gradivu imate predstavljeno to uskladitev. Uskladitev se sorazmerno povečuje tako, to se pravi uporabniku, kot tudi občini Kranjska Gora. Skratka, po zakonu mogoče bi še dodala, da mora občina subvencionirati to storitev najmanj v višini 50%. V našem primeru, zdaj s to spremembo, bo občina to storitev sofinancirala v višini 71,07%. Skratka, to gradivo je obravnaval tudi odbor za negospodarstvo in družbe oziroma in javne službe družbenih dejavnosti. Glede na to,
da je bil predsednik tega odbora upravičeno odsoten. Mogoče ne vem, se upravičujem. Pardon, ja, prosim predsednik, hvala. Prosim Andrejo za poročilo. Ko se bo to zdaj... Hvala. Pač odbor za negospodarstvo se je seznanil pač s spremembam teh cen in pač glede res na stroške dela, ki so res zrasli, predlaga, da občinski svet sprejme sklep o novih. Tako, hvala lepa. Odpiram razpravo. Blaž Weber se je prijavil, izvoli. Hvala za besedo. Moj predlog je, da se dejansko ta cena oziroma subvencije občine izenači z procentom, ki je bilo v preteklih letih, to se pravi, da ostanemo na teh 83% subvencioniranja, tako kot smo bili prej. In mogoče samo razlog, zakaj se je ta procent subvencioniranja zdaj nesorazmerno zmanjšal. Ker se mi zdi, da je, če smo pregledali stanovanjsko politiko, naša demografija izrazito na ravni starostnikov. Se mi zdi, da ta pomoč je nujna. Imamo sredstva za to prav gotovo na razpolago, tako da me zanima, zakaj smo dejansko ta sorazmerje zdaj zmanjšali. Hvala za vprašanje, bom pojasnila. Je to razlika v financah? Ja, bom pojasnila. In sicer tukaj bodo ljudje oziroma naši občani lahko se odločali in bodo koristili storitev dolgotrajne oskrbe. To se bo dejansko potem financiralo iz tistega prispevka in bojo imeli storitev v celoti plačano. V primeru, da se pa ne bodo odločili za koriščenje storitve dolgotrajne oskrbe, bodo pa oni dobili določen del sredstev iz tega naslova dolgotrajne oskrbe in bodo potem to storitev plačevali. Glede na to moram reči, da nekako tudi se pogovarjala z ostalimi, tudi ostale občine nekako sledijo temu, da bi pač ljudje se le odločali za koriščenje sredstev dolgotrajne oskrbe. So se večina, bom rekla, odločali tako, da se ta cena pač sorazmerno pač poveča. Moram povedati, da tukaj, če ste videli, gre za dvig cene za približno 20 centov. Do zdaj je bila cena pomoči na domu 4,07 evra. Z novo ceno bo ta storitev 4,29 evra. Zato smo mi pač predlagali, da tako ceno, da se pač tukaj sorazmerno ta subvencija pač sorazmerno obema poveča. Tako da uporabnik bo imel 20 centov višjo ceno storitve. Tako da jaz predlagam, drugih razpravljavcev ni bilo, jaz predlagam naslednji sklep. Občinski svet občine Kranjska Gora daje Domu upokojencev dr. Franceta Bergla Jesenice soglasje k ceni storitve pomoč na domu in soglasje k subvenciji cene storitve pomoč na domu v naslednji višini. In sicer po predstavljeni tabeli. Zdaj, če mislite, da moram to brati, prosim, če poveste, sicer pa predlagam še naslednji sklep. Cene stopijo v veljavo s 1.1.2026, če končni del sklepa. Prosim, če se priglasite in v sklepu glasujete. Uh, 16 prisotnih, 14 za, 1 proti. Sklep sprejet. Hvala lepa. In prehajamo na naslednjo točko. To je 8. točka. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu pri osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora ter znižanju plačil staršev. Tudi tukaj gre za spremembo zaradi pač spremembe plačnega sistema in pač strani osnovne šole
Josipa Vandota smo prejeli predlog za dvig cen, da se pač ne bo delala zguba na tem področju. Tukaj v gradivu imate predstavljeno tudi, bom rekla, razloge za dvig cene. Največ, tako kot sem že rekla, gre za del dviga stroškov dela, minimalno na delu, kar se tiče materialnih stroškov. V gradivu imate tudi primerjavo z ostalimi občinami, tako da tlele tudi predlagamo, da občina oziroma občina zagotavlja in da ostane ta subvencija, ki jo občina zagotavlja za plačilo staršem v prvem starostnem obdobju 15% in v drugem starostnem obdobju 10%. Tako da toliko na kratko. To gradivo je prav tako obravnaval odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti in prosim Andrejo Tarman, predsednico, za poročilo. Hvala za besedo. Odbor se je seznanil pač s tem povišanjem cen in sprejel sklep, pač, da predlaga občinskemu svetu, da pač sprejme sklepe poviša. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Tukaj razpravljavcev ni. Zato predlagam naslednji sklep. Občinski svet občine Kranjska Gora sprejme sklep o določitvi cene programov v vrtcu pri osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora ter znižanju plačil staršev. Prosim, če se priglasite in glasujete. 16 prisotnih, 15 za, 1 proti. Sklep sprejet. Hvala lepa. In gremo na 9. točko, to je sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe, ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2026. Pridružila se nam bo vodja financ in računovodstva s Komunale Kranjska Gora in bom prosila tudi za kratko obrazložitev. Dober večer. Komunala je pripravila predlog o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2026. In sicer občina subvencionira cene gospodinjstvom in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti že od leta 2012. Cene oziroma višina subvencij ostaja nespremenjena. Tako da predlagamo, sredstva so zagotovljena v proračunu občine, tako da predlagamo, da se pač subvencionira cena še naprej. Hvala lepa. Gradivo je obravnaval tudi odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe, tako da prosim podpredsednico Polonca za poročilo. Ja, hvala. Ja, kot omenjamo, je odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe ta predlog obravnaval in predlagamo občinskemu svetu, da omenjeni sklep sprejme. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Razpravljavcev ni. Tako da predlagam naslednji sklep. Občinski svet občine Kranjska Gora sprejme sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2026. Prosim, če se priglasite in glasujete. 16 prisotnih, 15 za. Hvala lepa. In prehajamo na naslednjo točko. To je sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za leto 2026 in prosim Tanjo še za to poročilo. Ja, Komunala je pripravila tudi sklep o določitvi višine subvencioniranja cene odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Občina te cene subvencionira že od leta 2020, sredstva ima zagotovljena v proračunu, višina subvencij pa ostaja nespremenjena. Hvala lepa. Še poročilo odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe. Polonca, še enkrat prosim. Ja, hvala. Ja, tudi odbor se je s predlogom seznanil in predlagam občinskemu svetu, da sprejme omenjeno subvencijo. Ja, hvala lepa. Odpiram razpravo.
Če razprave ni, predlagam naslednji sklep. Občinski svet občine Kranjska Gora sprejme sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za leto 2026. Prosim, če se priglasite in glasujete. 16 prisotnih, 15 za. Sklep sprejet. Hvala lepa. In prehajamo na naslednjo točko, to je predlog za spremembo cen gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Kranjska Gora za leto 2026. Spet prosim vodjo financ, če nam bo podala poročilo. Komunala je pripravila elaborat o oblikovanju cen gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Kranjska Gora, tako kot vsako leto v skladu s veljavnimi predpisi. Predlagamo zvišanje cene omrežnine za 2,8 odstotka brez DDV, za 2,8 odstotka za faktor omrežnine 1 in pa povečanje cene storitve oskrbe s pitno vodo za 0,1 odstotek. Sprememba cen za 4-člansko družino s 15 kubiki porabe vode na mesec pomeni povišanje položnice za 16 centov z DDV. Tako da predlagamo sprotno uskladitev cen. Hvala lepa. Prosim še za poročilo odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe. Ja, odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga občinskemu svetu, da potrdi predlagane cene. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Če razprave ni, predlagam naslednji sklep, ki je sestavljen iz 3 delov, in sicer občinski svet potrjuje cene za izvajanje storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Kranjska Gora. In sicer omrežnina za faktor 1 4,7981 evra in pa cena storitve 0,6696 evra na kubični meter. Vse cene so brez DDV, nove cene veljajo od 1.1.2026 dalje in nove uveljavljene cene se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije. Prosim, če se priglasite in glasujete. 16 prisotnih, 15 za. Hvala lepa in prehajamo že na naslednjo točko. To je predlog za spremembo cene gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja odpadne vode v občini Kranjska Gora za leto 2026. Prosim za predstavitev. Komunala je pripravila tudi elaborat o oblikovanju cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja odpadne vode v občini Kranjska Gora za leto 2026. Cena omrežnine za odvajanje se zniža za 0,3% za faktor omrežnine 1. Storitev odvajanja odpadne vode se povečuje za 1,1%. Potem cena omrežnine za čiščenje odpadne vode se znižuje za 9%. Storitve čiščenja odpadne vode se povečujejo za 0,3%. Povečuje se tudi cena za mobilno odstranjevanje blata in sicer za 1,1%. Cena storitve za obdelavo blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav pa ostaja enaka, kot je bila do sedaj. To pomeni, da sprememba za 4-člansko družino s 15 kubiki porabe vode na mesec ob upoštevanju subvencij, znižanje položnice za komunalne storitve za 7 centov z DDV. Potem predlagamo še dvig cene odvoza grezničnih gošč po naročilu. Ta naj bi bila za relacije Dovje Mojstra na Gozd Martulje Kranjska Gora, Podkoran Rateče Radov na Srednji Vrh 117,56 evra brez DDV na odvoz in pa za planinske domove Vrata Vršič in Tamar 158,84 evra brez DDV za odvoz, en odvoz grezničnih gošč. Tudi tu predlagamo sprotno prilagoditev cen. Hvala lepa. Prosim še za poročilo odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe. Ja, hvala.
Odbor se je s predlogom seznanil in predlaga občinskemu svetu, da potrdi predlagane cene za izvajanje vseh omenjenih storitev. Da ne bom za vse spet brala. Ja. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Razprave ni, zato predlagam naslednji sklep, in sicer Občinski svet občine Kranjska Gora potrjuje cene za izvajanje storitev gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja odpadne vode v občini Kranjska Gora po predloženi tabeli. Da ne bom brala vsega tega, se strinjate s tem, da ne berem, ali kdo želi, da preberem? Drugi del, občinski svet občine Kranjska Gora potrjuje cene za odvoz grezničnih gošč po naročilu, po predlagani tabeli, in seveda vse cene so brez DDV, nove cene veljajo od 1.1.2026 dalje in nove uveljavljene cene se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije. Prosim, če se priglasite in glasujete. Ne gre? Ja. 16 prisotnih, 15 glasovalo za. Najlepša hvala. Sklep sprejet. Hvala tudi poročevalki. Sedaj pa prehajamo na naslednjo točko. To so končna poročila o opravljenih nadzorih po programu dela nadzornega odbora za leto 2024. In bom kar prosila predsednico nadzornega odbora, da se nam pridruži in da nam poda poročilo. Hvala lepa, dober večer. Dober večer vsem skupaj, pozdravljena županja, pozdravljen občinski svet. Lahko vključim. Aha, to bo pa Uroš. Uroš, lahko prosim pomagaš. Predstavitev je. Še enkrat vsem skupaj dober večer. Jaz moram povedati nekaj, kar me zelo veseli, in sicer poročila so taka, da smo zelo veseli, ko jih pripravljamo, ker je vedno manj nepravilnosti, oziroma če so nepravilnosti, tudi ko se že pogovarjamo, jih probamo dobiti povratno informacijo že takoj, tako da me skrbi, da drugo leto nam imeli kaj več za dela, če bo šlo tako naprej. Če se spravimo če gremo kar na prve poročila, se pravi poročilo o upravljenem nadzoru javnega razpisa za sofinanciranje obnove fasad. To je bilo v poročilu za vse javne razpise, ki so bili v občini, in sicer na objektih občini Kranjska Gora je občina Kranjska Gora v besedilu javnega razpisa za sofinanciranje obnove fasad na objektih občini Kranjska Gora v letu 2025 v celoti upoštevala priporočila nadzornega odbora. Nadzorni odbor je gledal javni razpis za leto 2023 in ko je bilo izdano poročilo, potem takem tudi je bil že prej objavljen razpis. V razpisu za leto 2025 je pa občina Kranjska Gora, tako kot sem že rekla, v celoti upoštevala vsa priporočila nadzornega odbora. Drugo poročilo o upravljenem nadzoru javnega razpisa za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Kranjska Gora za leto 2024, dodelitev sredstev za ukrep 2, 3, 4, 7 in 9. Lahko rečemo, da je bil postopek izveden transparentno. Prijavitelji, kateri so dali nepopolne vloge, so bili pozvani k dopolnitvi vloge, delo komisije je bilo učinkovito, dokumentacija je bila ustrezno pregledana, točkovanje je bilo upravljeno v skladu z merili dodeljevanja pomoči za spodbujanje gospodarstva v občini Kranjska Gora in pa vsi postopki so bili vodeni v skladu z zakonodajo in pa predpisi. Imamo pa nadzorni odbor je tudi podal predlog, in sicer občini Kranjska Gora predlaga dopolnitev pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Kranjska Gora z določilom obdobja, v katerem se
predmetom, se pravi stavba ali pa elektrarna, kateri je bil sofinanciran sredstvi iz javnega razpisa, ne sme prodati. Zdaj je rok, mislim, da 2 leti, a glede, da gre pa to za malo večjo investicijo in tudi za malo večjo subvencijo oziroma pomoč, bi predlagali 5 let oziroma predlagamo, da se občina na to temo tudi sama še malo pogovori, kaj bi bilo potrebno. Poročilo o opravljenem nadzoru javnega razpisa za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Kranjska Gora za leto 2024. Tudi vsi postopki javnega razpisa so bili izpeljani pravilno in v skladu s starim pravilnikom, ki je veljal do 24.10.2024. Z 25.10.2024 je pa začel veljati nov pravilnik. Lahko pa še to povem, da ni bilo nič dodeljenih sredstev. Poročilo o opravljenem nadzoru javnega razpisa za zbiranje predlogov preventivnih projektov ter programov humanitarnih organizacij, ki jih je v letu 2024 sofinancirala občina Kranjska Gora. Nadzorni odbor ugotavlja, da so bili vsi postopki javnega razpisa izpeljani pravilno in v skladu s pravilnikom za vrednotenje preventivnih projektov ter programov humanitarnih organizacij, ki se sofinancirajo iz proračuna občine Kranjska Gora. Poročilo o opravljenem nadzoru javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja občini Kranjska Gora je prav tako nadzorni odbor pri pregledu ni ugotovil nobenih nepravilnosti. Poročilo o opravljenem nadzoru javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje letnega programa športa za leto 2024 so pa vsi, ki so v letu 2024 prijeli sredstva iz razpisa, žal ne vsebujejo registracije za šport. Invalidi in šport starejših je bil izvzet na podlagi zakona o športu. Vsem vlogam niso bila predložena dokazila, da njihovi trenerji so vpisani v razvid strokovno izobraženih in usposobljenih delavcev v športu. In pa vsi navedeni predlogi so bili že predlagani ob lanskem pregledu razpisa, se pravi za leto 2024, in niso bili upoštevani, ker sta bila občina Kranjska Gora in pa komisija prepozno seznanjeni z poročilom. Nadzorni odbor pričakuje, da bo komisija ob razpisu za leto 2025 upoštevala predloge in pregledala dokazila, ki jih občina Kranjska Gora zahteva v razpisu. Komisiji predlagamo, da v bodoče preverijo tudi vpis trenerjev v razvid. Poročilo o opravljenem nadzoru javnega razpisa za sofinanciranje programov oziroma projektov, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz proračuna občine Kranjska Gora za leto 2024, pokroviteljstvo županje. Nadzorni odbor pri pregledu ni ugotovil nepravilnosti. Predlogi podani strani nadzornega odbora v lanskem pregledu je komisija upoštevala v celoti. Potem je poročilo o opravljenem nadzoru javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov občini Kranjska Gora za leto 2024. Postopek je bil izveden transparentno, delo komisije je bilo učinkovito, dokumentacija je bila ustrezno obvladovana in vsi postopki so bili vodeni in v skladu z zakonodajo in pa predpisi. Poročilo o opravljenem nadzoru javnega razpisa za sofinanciranje turističnih programov in projektov turističnih društev občini Kranjska Gora za leto 2024. Prav tako je bil postopek izveden transparentno, delo komisije je bilo učinkovito, dokumentacija je bila ustrezno obvladovana in pa vsi postopki so bili vodeni v skladu z zakonodajo in pa predpisi. Zdaj pa jaz predlagam potem prvi sklep, če dovolj predsednica. In sicer občinskemu svetu predlagam naslednji sklep. Občinski svet občine Kranjska Gora se je seznanil s končnim poročilom o namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev v letu 2024 in sicer nad naslednjimi javnimi razpisi občine Kranjska Gora. Javni razpis za sofinanciranje obnove fasad na objektih v občini Kranjska Gora za leto 2024, javni razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Kranjska Gora za leto 2024, javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in gradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Kranjska Gora za leto 2024, javni razpis za zbiranje predlogov preventivnih projektov in projektov ter programov
programov humanitarnih organizacij, ki jih bo v letu 2024 sofinancirala občina Kranjska Gora, javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kranjska Gora v letu 2024, javni razpis za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa za leto 2024 v občini Kranjska Gora, javni razpis za sofinanciranje programov oziroma projektov, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz proračuna občine Kranjska Gora za leto 2024, pokroviteljstva županje, javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v občini Kranjska Gora v letu 2024, javni razpis za sofinanciranje turističnih programov in projektov turističnih društev v občini Kranjska Gora za leto 2024. Prosim, če se priglasite in o sklepu glasujete. 16 prisotnih, 16 za, sklep sprejet. Hvala lepa. Prosim za nadaljevanje poročila. Jaz se moram opravičiti, ampak mislim, da imam malo težav z tem, da je ostal spet, dvakrat sem ga nalagala, pa dvakrat isto. V glavnem bom kar takole prebrala naprej. Poročilo o upravljenem nadzoru o namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev, in sicer nadzor nad evidenčnimi naročili občine Kranjska Gora za leta 2022, 2023 in 2024 za dobavitelja gradbeništvo EFTO Despotovski SP. Ugotovitve nadzornega odbora so bili, da popisi del niso bili vedno upravljeni, zneski predračunov in računov so bili po večini enaki, kar lahko kaže tudi na formalno pomanjkljivost, da ni jasne osnove, katera dela in v kakšni količini je potrebno opraviti, ampak je le to prepuščeno oceni izvajalca. Gradbeni dnevniki so bili vodeni površno in zgolj s kratkim opisovanjem opisnega dela, prav tako smo ugotovili napake v datumih in urah obračunanih. Priporočila, ki pa jih podaja nadzorni odbor, je pa, da se pridobi čim več konkurenčnih ponudb, predvsem pa naj se pred pristopom na oddajo predračunov sodelujočih izvajalcev pripravi popis del in pa ravnanje z javnim denarjem. Pač nadzorni odbor smatra, da je temelj odgovornega upravljanja tako občin kot tudi vseh javnih institucij. Eden od temeljev ravnanja z javnim denarjem je tudi poročanje, kontrola in nadzor. Vsak evro javnega denarja pa mora biti porabljen tako, da se poveča blaginja skupnosti. Ja, predlagam naslednji sklep. Občinski svet občine Kranjska Gora se je seznanil s končnim poročilom o namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev nad evidenčnimi naročili občine Kranjska Gora za leta 2022, 2023 in 2024 za dobavitelja gradbeništvo EFTO Despotovski SP. Prosim, če se priglasite in o sklepu glasujete. 15 prisotnih, 15 za. Naslednje je poročilo o upravljenem nadzoru nad namenskostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev v letu 2024, in sicer na proračunski postavki 160-330 vzdrževanje zelenic, za konte 402-503 tekoče vzdrževanje drugih objektov in 402-511 tekoče vzdrževanje druge opreme. Nadzorni odbor je ugotovil, da je k skupnemu računu za junij 2024 z dne 30.6.2024 bil priložen račun z izdanim datumom 1.7.2024. Priložen račun je datiran po datumu izstavitve skupnega računa in časovno ne more predstavljati verodostojne podlage za zbirni račun z dne 30.6.2024, kar predstavlja tudi neskladje pri utemeljevanju in pripravi računovodske dokumentacije. Predlagam naslednji sklep. Občinski svet občine Kranjska Gora se je seznanil s končnim poročilom o namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev v letu 2024, in sicer 160-330 vzdrževanje zelenic. Prosim, če se priglasite in o sklepu glasujete. 16 prisotnih, 16 za. Hvala lepa, sklep sprejet. Poročilo o upravljenem nadzoru nad namenskostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev v letu 2023 in pa 2024, in sicer na proračunski postavki 160-340 praznična okrasitev naselij za konte 402-108 drobni inventar. Nadzorni odbor je
podal priporočila, in sicer na dosledno evidentiranje odhodkov v letu, ki nastanejo obveznosti, sistematično spremljanje zapadlosti računov, da se vodijo jasne evidence plačil in izvajanja notranje kontrole pred evidentiranjem, da se zagotovi pregledno, transparentno in pa skladno proračunsko poročanje. Hvala lepa. Predlagam naslednji sklep. Občinski svet občine Kranjska Gora se je seznanil s končnim poročilom o namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev v letu 2023 in 2024, in sicer proračunska postavka 160-340, praznična okrasitev naselij. Prosim, če se priglasite in o sklepu glasujete. 16 prisotnih, 16 za. Hvala lepa. In še zadnje poročilo, ki ga bom jaz prebrala, potem bom prosila kolegico Dominiko, če lahko še predstavi poročilo o upravljenem nadzoru nad namenskostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev v letu 2024, in sicer na proračunski postavki 130-211, zimska služba, konto 402-503, tekoče vzdrževanje drugih objektov. Ugotovitve nadzornega odbora so bile, da je vzpostavljeni sistem načrtovanja, izvajanja in nadzora zimske službe pregleden in obvladovan, dokumentacija je bila ustrezno obvladovana in pa vsi postopki so bili vodeni v skladu z veljavno pogodbo in pa zakonodajo ter predpisi. Hvala lepa. Predlagam še naslednji sklep. Občinski svet občine Kranjska Gora se je seznanil s končnim poročilom o namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev v letu 2024, in sicer proračunska postavka 130-211, zimska služba. Prosim, če se priglasite in o sklepu glasujete. 16 prisotnih, 16 za. Hvala lepa. Sklep sprejet. In še poročilo upravljanju nadzoru stanovanja. Ja, ampak imamo pa še poročilo o upravljanjem nadzoru na osnovnih sredstvih 0,9. Tam pa nimam PowerPointa, je bilo pa vse v redu, tako da brez pripomb. Ja, sam sklep moramo sprejeti. Sklep morate pa sprejeti, zato sem povedala, ja. Tako da lahko tega še stanovanja. Prihodki, poročilo o upravljanem nadzoru, prihodki od najemnin za stanovanja. Za stanovanja ima občina Kranjska Gora pogodbo za nedoločen čas, in sicer za upravljanje stanovanj, večstanovanjskih oziroma poslovno-stanovanjskih stavb v lasti občine s podjetjem Dominvest. Preverili smo vse račune od Dominvesta in po daljšem in natančnem pregledu prišli do jemajočih podatkov. Predlagali smo, da se dogovorijo o bolj jasni specifikaciji na računu, iz katere bo lažje razviden strošek. Strošek ni bil dobro opredeljen s tem, ker so za poslovno-stanovanjske objekte oziroma za poslovne stavbe, tako da smo imeli kar nekaj težav, da smo to pregledali, pa da sem jaz ugotovila, da se to res ujema, da so računi pravilni. V letu 2024 je občina tudi prvič izvedla preverjanje izpolnjevanja pogojev za občinska stanovanja. Vsa dokumentacija za vsa stanovanja je bila zelo pregledno urejena in priložena so bila vsa dokazila. Pri pregledu občinskih stanovanj smo ugotovili, da je v občinskih stanovanjih večinoma manj oseb, kot je določeno v normativu. Če presegajo površino na osebo, ima občina možnost, da za razliko v kvadratnem metru zaračuna tržno najemnino. Občina Kranjska Gora ne zaračunava tržne najemnine in niti nima postavljene ceno za tržno najemnino. To je možnost, ki jo občina lahko zaračunava ali ne, ni obvezno. V občini imamo 50 neprofitnih stanovanj in 2 službena stanovanja. Tukaj sem dala normativ za stanovanja, recimo, če pogledamo v ena članska ima površin v stanovanje brez plačila lastne udeležbe in varščine od 20 do 30 kvadratnih metrov na osebo. Površina stanovanja s plačilom lastne udeležbe in varščine, to se plača samo ob vselitvi v stanovanje in se kasneje vrne, je od 20 do 45 kvadratov. Če je enočlanska družina v stanovanju nad 45 kvadratnih metrov, bi se pa lahko zaračunavala za razliko tržna najemnina. Pripravila sem tukaj en izbor oseb,
recimo, mi imamo 11 stanovanj, ki sicer presegajo kvadratne metre, v zadnji koloni imate za koliko presegajo, ampak za ta stanovanja se še ne zaračunava tržna najemnina. Imamo pa 15 stanovanj, v zadnji koloni imate za koliko kvadratnih metrov presegajo in za 200 kvadratnih metrov na mesec bi lahko zaračunavali tržno najemnino. Če vzamemo, da ima Kranjska Gora v 13 do 20 evrov kvadratni meter najemnine, je to nekje 2640 evrov na mesec, ki bi jih občina lahko zaračunala, pa jih ne, ker nima postavljene tržne najemnine. V bistvu pri tej tržni najemnini se meni zdi, da bi na ta način lahko vzpodbudili tiste, ker imamo veliko, ki sta po 2 osebe v 70-90 kvadratnih metrih, da bi se jim mogoče ponudila manjša stanovanja in da bi za družine, za mlade dobili večja stanovanja. Ker če noter imate priložen za vsa stanovanja, koliko oseb je v stanovanjih in boste videli, da je po 5 oseb na 30 kvadratnih metrih ali pa 40, pa 1 oseba na 70. Tako da mogoče bi se tukaj lahko kaj več naredili, ampak glede na to, da trenutno to ureja vse Dom Invest, se bi meni zdelo smiselno, če bi mogoče malo več se s temi stanovanji lahko ukvarjali na občini Kranjska Gora. Tudi potem bi imeli kontrolo nad stanovanji, nad stanovalci, koliko jih dejansko živi v teh stanovanjih. V enem od teh stanovanj, ki sem jih pregledovala, smo tudi ugotovili, da ima oseba preveliko stanovanje, ampak vsak mesec vloži za plačilo na Center socialno delo in občina Kranjska Gora pokriva to najemnino, kar se mi pa res zdi čist nesprejemljivo. Zato predlagamo, da se ob novi sklenitvi najemnih pogodb zaračuna varščina vsem najemnikom, ki presegajo predpisani površinski normativ. To velja za tiste, ki se na novo sklene. Tisti, ki imajo že sklenjene najemnine, se jim to ne more zaračunati. Predlagamo določitev tržne najemnine in zaračunavanje najemnikom, ki presegajo največji površinski normativ. Predlagamo, da se iz Dom Investa prenese na upravljanje stanovanja na občino in s tem poskrbi, da se redno preverja upravičenost do stanovanj, površinske normative, skrbi se za urejenost stanovanj, vzdrževanja in v dogovoru z najemniki za možnost menjave skladno s številom stanovalcev. Menimo, da če bi občina sama skrbela za svoje stanovanja, bi imela boljši nadzor nad stanovanji in najemniki. Hvala lepa. Tako predlagam naslednji sklep. Občinski svet občine Kranjska Gora se je seznanil s končnim poročilom o upravljenem nadzoru o namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev v letu 2024 in sicer konto 710-302 prihodki od najemnin za stanovanja. Prosim, če se priglasite in o sklepu glasujete. 16 prisotnih, 16 za. Hvala lepa in imamo še en sklep, tako je bilo povedano, da tukaj ni bilo ugotovljenih nobenih nepravilnosti. Občinski svet občine Kranjska Gora se je seznanil s končnim poročilom o namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev v letu 2024 in sicer osnovna sredstva, konti skupine 0 in 9. Prosim, če se priglasite in o sklepu glasujete. 16 prisotnih, 16 za. Sklep sprejet. Hvala tudi poročevalkama. Tako da prehajamo na naslednjo točko in sicer to je 14. točka, okvirni plan dela občinskega sveta občine Kranjska Gora za leto 2026. V gradivu ste dobili okvirni časovni načrt rednih sej občinskega sveta v letu 2026 in kot je razvidno, je prva seja v letu 2026 predvidena 28. januarja, potem 25. marca 2026 naslednja seja, 10. 6. 2026 tretja seja, 9. 9. 2026 četrta seja in 21. 10. 2026 peta seja. Seveda je to okvirni plan, če se bodo pokazale potrebe, bomo pač sklicali dodatne seje, tako da v gradivu imate tudi okvirni časovni razpored delovnih teles, ki se sestajajo pred sejami, tako da mislim, da tukaj ni potrebno kakšne, če ima kdo kakšno, ne vem, razpravo ali pripombo na ta predlagani dnevni red, sicer pa predlagam naslednji sklep. Občinski svet občine Kranjska Gora se seznani z okvirnim časovnim in vsebinskim planom rednih sej občinskega sveta občine Kranjska Gora za leto 2026. Prosim, če se priglasite in o sklepu glasujete.
16 prisotnih, 16 za. Hvala lepa. In prehajamo na 15. točko, to so predlogi in pobude. Odpiram razpravo. A boš prebral, Jož? Ja. Tako, odpiram razpravo. Še kdo? Prvi Knific. Hvala za besedo. Najprej bi rad vprašal, kako je glede te prometne signalizacije, ki sem jo podal pobudo na zadnji seji, da se pred vrtcem v Mojstrani postavila prometna signalizacija, da je parkirišče namenjeno za parkiranje za uporabnike vrtca in šole, predvsem pa za starše, da lahko varno vdajo in seveda tudi poberejo svoje otroke. Bilo je rečeno, da bo prometna signalizacija postavljena v kratkem, vendar, kot sem videl, še vedno ni, me zanima, kdaj to bo. Bom kar odgovorila, če lahko, oziroma ne, čas teče, tako da kar vprašanje pa bom pol dogovarjala, kar. Zdaj na postavki, pa tudi v vodu je bilo že povedan, glede fekalne kanalizacije so dodatna sredstva 40 evrov, ki so namenjena zaradi zloma mešala v bazenu. Zdaj tle je napisano, da se predvideva popravilo, no tle bi dal pobudo, da se naredi novo, kot smo že ta prvo zamenjali, da se da izdelati novo mešalo. Tako da zdaj čistilna naprava, če prav zastopam, dela samo z enim mešalom. Zdaj zanima me tudi, ali je že pridobljeno gradbeno dovoljenje za širitev čistilne naprave. Povedano je bilo, obljubljen, da bo konec leta pridobljeno gradbeno dovoljenje in me zanima, ali imamo sedaj gradbeno dovoljenje in seveda se bo uveljavljal ta projekt, ki smo ga mi pripravljali, in ga tudi seveda aprila 2023 posredovali na občino in ga tudi avgusta 2023 predstavili glede širitve čistilne naprave na Tabrah. Zdaj vsi vidimo, da zadeva je resna, puhala se kvarijo, zdaj se je zlomilo še dodatno mešalo, tako da zdaj v času največje sezone bo bazen deloval z enim mešalom, vendar upajmo, da bo zadeva zdržala, da ne bo prišlo do okvare še drugega. Tako da zadeva je, kot vidimo, zelo resna. Vprašal bi tudi, kaj se predvideva za 2.186.000 evrov, kakšna širitev se to ali nadgradnja predvideva. Zdaj, če odbijemo 500.000 evrov, za kar smo imeli že predvidena sredstva, pa smo jih 12. junija 2024 izvzeli, smo pridobili gradbeno dovoljenje za nadstrešnico in seveda za grobe grablje. Je bilo rečeno, da bomo to v sklopu pripravili za razpis za kohezijska ali evropska sredstva. Tle me samo zanima, kje smo zdaj z tem razpisom, pa kdaj se predvidevamo kaj prijaviti. Zdaj, kar se vodovode tiče, glede na to, da imamo v Srednjem vrhu še vedno prekuhavanje, me zanima, kdaj bo prevzet vodohran Srednji vrh v velikosti 74 kubikov. Zdaj že eno leto pa po, kar so se dela zaključila, letos avgusta je bil tudi požar v Srednjem vrhu na kmetiji. Na srečo se je vse dobro končalo. Ta vodohran je bil v prvi vrsti namenjen za čisto pitno vodo za prebivalce Srednjega vrha, seveda pa je tudi izrednega pomena tudi požarna voda. Tako da tlele pričakoval sem, da bomo zagotovili sredstva za leto 2025, kar se tiče za zamenjavo cevi, sem že večkrat tudi na tem občinskem svetu povedal, zamenjavo cevi železnica, potem most na Galeše, most čez Savo. To cev je treba absolutno čim prej zamenjati in seveda zagotoviti potem tudi dodatni višji tlak za vsa naslednja naselja, ki so proti Logu. Vidimo, da se v Kranjski Gori pozidava nadaljuje, samo 3 apartmaji so bili, zdaj 4 apartmaji so bili zgrajeni v tem letu, 2 pri Petacovem mostu, pa 1 pri železniškem mostu na začetku Kranjske Gore in infrastruktura mora slediti potrebam, ki jih gradbeništvo zahteva.
Upozoril bi tudi, da v letu 2026 da bi se tudi v rebalansu ugotovila sredstva za zajetje Tamar. Ta zajetje je treba v celoti obnoviti in seveda tudi vse, kar zraven paše. Vemo, kaj se nam je zgodilo 4. augusta 2023, ko je enostavno nam zmanjkalo vode v vodohranu Rateče. Pa še to bi povedal, zanima me, kje je OPN, pa parkirišče pod Žičancem Mojstrano sem pričakoval vse drugo kot to, kar imamo. Zmanjšali smo cirka 10 parkirišč, to, kar pomeni 40 smučarjev, pa mislim, da to ni, bi rekel, nam uprit, tebi izpostavil tudi, da je zatrila KS, Čas je potekel, tako da hvala. Bom začela od začetka. Prometna signalizacija pri vrtcu. To zadevo sem povedala, da je obravnaval že pred pobudo tudi Svet za preventivo in varstvo v cestnem prometu in tam je zadeva sledeča, da je ta parkirni prostor dan tudi na tržno dejavnost in tukaj iščemo rešitev, kako bi pokrili, da bi bilo določeno obdobje, da bo tudi pravno formalno vse zadeva pokrita, tako da to zadevo rešujemo in je, bom rekla, v pripravi, da bi saj časovno kratkotrajno omejeno parkiranje bilo omogočeno za starše in da bi bilo nekaj parkirnih mest. Tako je pa, se pravim, prekrivajoče, ker je parkirišče dano v sistem pač parkiranja v občini Kranjska Gora. Kar se tiče zloma mešala, 40 tisoč je namenjeno ne popravilu, ampak pač obnovi tega mešala. Tako, kar se tiče gradbenega dovoljenja, projekt je izdelan, pridobivajo se že mnenja, tako da je v fazi pred oddajo na upravno enoto za pač dokončno izdan dokument gradbenega dovoljenja. Kar se tiče zneskov, v proračunu 2026 je zagotovljenih 2 milijona evrov, seveda v NRP-ju za 2027 je razlika, ker ocenjena vrednost nadgradnje je 6 milijonov evrov in seveda v letu 2026 pričakujemo, da v celoti pač ta nadgrad ne bo možno izvesti, zato so ta sredstva razdeljena na 2 leti. Kar se tiče vodohrana Srednji Vrh, je v postopku pridobitve uporabnega dovoljenja. Za zamenjavo cevi pod mostom čez Savo, to bo komunala pač izdelala tudi, bom rekla, ustrezno hidravlično študijo in zadevo pač strokovno tudi podprla, kakšno cev in kakšne velikosti in tako naprej je treba zamenjati. Kar se tiče pozidave v Kranjski Gori, seveda pač pozidava poteka v skladu z prostorsko ureditvenimi pogoji. Normalno, da se pridobivajo gradbena dovoljenja, nekatera so bila pridobljena že tudi nekaj časa nazaj. Vi veste, da gradbeno dovoljenje je v veljavi 5 let in seveda pač občina kljub temu skuša slediti pač nadgradnje ustrezne infrastrukture. Kar se tiče obnove zajetja v Tamarju, v proračunu 2026 tega ni predvideno, ker je tudi komunala pripravila ta program, tako da očitno ocenjujejo, da je samo zajetje v redu. Razumem pa, da je pa vode mogoče zmanjkati zaradi kakšne okvare na cevovodu. Kar se tiče OPN-ja, moram povedati, da je OPN v zaključni fazi in v pridobivanju drugih mnenj, tako da pričakujemo, da bomo v letu 2026 mogoče na marčovski ali pa na junijski seji imeli proračun, občinski prostorski načrt v taki fazi, da ga bo občinski svet lahko sprejel. Naslednji ima besedo Franci Koražija. Ne, replike pa žal na pobude in vprašanja ni. Hvala za besedo. Pozdrav tudi vsem občinskim svetnicam in svetnikom. V glavnem, jaz bi začel najprej z 2 pohvalama, se pravi na vstopu Mojstrane oziroma Dovjega in izstopu Dovjega je končno tabla hiša Prkater dobila novo podobo in označuje obisk spomenika Jakoba Aljaža, kar je zelo v redu. Je pa res, da smo kar dolgo čakali, da je prišlo do te spremembe. Druga pohvala je enotna smučarska karta za tekaške proge. Upam, da se bo v praksi to tudi pokazalo, da je zadeva bila pravilno dogovorjena.
Potem se bom pa na par majhnih problemov osredotočil, pa bom takole začel. Mojstrana je pridobila parkirišče za avtodome v Kopu in seveda to je zelo dobrodošlo in tudi pokazalo se je, da je zelo na mestu zadeva. Je pa en problem, ker turist, ko pride v vas, uporablja seveda navigacijo in se zapelje po stranskih ulicah po najbližji poti in se tam vsi, ki poznajo ena ozka ulica, tam pri Čebršku se zabašajo. Jakoba Aljaža. Ja, na Aljaževi ulici se zabašajo in pol nastanejo problemi. Mogli bi pa iti po glavni cesti, pa mimo šole, pa dol na Kop. To bi predlagal, da morda razmislimo o kakšni prometni signalizaciji oziroma postavitvi tabel, ki bo te kampiste pripeljalo po pravi poti do počivališča. Potem en tak problem, ki se pojavlja, mora biti malo tudi zaradi premalo aktivnosti, pa to park Olimpijcev v Mojstrani, ki je drugač, jaz sem vesel, da ga imamo, vendar v tem parku je ogromno nekega vandalizma. Tam je morda treba razmisliti o nekih nadzornih kamerah, ki bojo morda ta vandalizem zmanjšale in da pač to preprečimo, da ne bomo imeli prevelike škode. Naslednja zadeva je Vršič rampa, ki se je v praksi pokazala morda za ne tako idealno rešitev, kot je bilo mišljeno, tako da bo treba spremljati. Jaz mislim, da naslednje poletje nas čakajo težave. Stanovanjsko problematiko je omenila Dominika. Mislim, da bi tukaj občinski svet mogel postaviti posebej eno točko dnevnega reda, v kateri bi razpravljali, kako bomo mi to uredili, da ljudi stimuliramo, da so ta stanovanja dosežejo največji možen efekt na število kvadratnih metrov. Potem pa še oglasil se bom, ker prihaja božično-novoletni čas, petarde, tako bom rekel, več ljudi je in vsi nekako, eni imajo radi petarde, eni imajo radi rakete, eni ne marajo tega, eni imajo živali, imajo psičke in tako naprej. Je pa res, tudi tukaj bi se mogli občini razmisliti, narediti neko študijo, čeprav bi mogel zakon priti tukaj z vrha Evrope in povedati, kako bomo s tem petardama, bi jih pravzaprav sploh ukinili, drugače bi se mogel ta čas omejiti uporabo teh sredstev zgolj na, ne vem, tisti dan ali pa celo na nekaj ur in pa seveda na sploh, da bi bila neka mesta, kjer bi se ta pirotehnična sredstva lahko uporabljala. In pa zdaj, da ne bom zamudil, samo še v obvestilo povem, jaz upam, da je občina zasledila. Ministrstvo za kohezijo je razpisalo razpis v višini 7,5 milijona evrov za zapuščene stavbe v obmejnih regijah. Naša občina spada v obmejne regije, tako da, če imamo kakšno zapuščeno stavbo, v kateri bi radi vdahnili življenje ali pa neko namembnost, je prav, da te razpise spremljamo in da se prijavimo. Rok za prijavo razpisa je pa 14.2.2026, tako da, če je v občini kakšna taka stavba, je morda priložnost, da to izkoristimo in morda tudi iz kohezije kaj počrpamo. Zahvalil bi se občinskem svetu za delo, ki smo ga upravili, ali ga pa nismo upravili v letošnjem letu, in vam zaželil srečno in uspešno novo leto, vsem občanom pa tudi, da bojo živeli v dolini, kjer ni težav. Hvala lepa. Hvala. Pa se bom šla pa tlele od zadaj naprej. To dajavo oziroma obvestilo Ministrstva za kohezijo smo opazili, tako da hvala lepa vsem še za opozorilo. Kar se tiče božiča in petard, se boste verjetno spomnili, da smo že lansko leto podali pobudo, da bi se petarde v naši občini pa čim manj uporabljali oziroma sploh ne uporabljale. Moram pa povedati, da sem se tudi sama skupaj z ostalimi župani
na koordinaciji večkrat obrnile na ministrstvo, da bi spremenili zakonodajo. Žal ta naša pobuda ni bila sprejeta, si pa jaz tudi želim, da pač enostavno tega pokanja ne bi bilo, ker je res pač moteče tako za ljudi kot tudi za živali. Kar se tiče stanovanjske problematike, moram povedati, da občinska uprava se je pregleda stanovanj lotila že v letu 2024 in smo mi vsem najemnikom stanovanj že poslali, bom rekla, obvestila, naj nam predložijo vse dokaze, pač koliko je stanovalcev oziroma koliko stanovalcev živi v stanovanju, tudi, bom rekla, predložiti so mogli dokazila o, bom rekla, statusih, o premoženjskem stanju in tako naprej, tako da tukaj smo zadevo, bom rekla, pregledali. Je pa, tako kot je bilo povedano, tukaj zakonodaja dopušča z besedo lahko, občina lahko to zadevo zaračunava in jaz se strinjam s tem, da mogoče bo te zadeve res treba spodbuditi, tako da, če bo sklep občinskega sveta tak, da bomo to poslali, oziroma da bomo ljudem zaračunavali pa določili tržno najemnino, morate se pa zavedati, da ta tržna najemnina bo verjetno pri nas zelo visoka, ampak okej, kakorkoli, to bo sklep občinskega sveta. Kar se tiče zapornice čez prelaz Vršič, moram reči, da se ne strinjam s tem, da se je ta zadeva izkazala kot neučinkovita. Tukaj se je le pokazalo, kako ljudje ne spoštujejo predpisov, ker jasno je bilo označeno, da je prelaz Vršič oziroma parkirišče na vrhu prelaza Vršič zasedeno in znakom tudi označeno, da pač prehod v tistem pasu za parkiranje ni več mogoč, ampak obiskovalci so se vseeno vozili, avtomobile puščali na cestišču, bom rekla, imamo kar nekaj dokumentiranega gradiva, kako so parkirali, tako da tukaj jaz mislim, da bomo mogli postopoma z upoštevanjem teh prometnih znakov priti do enega reda. Kar se tiče parka Olimpijcev, moram povedati, da naprošamo in medobčinsko inšpekcijo in redarstvo za preglede in policijo. Vemo, da je tega vandalizma veliko. Kar se tiče same namestitve te kamere, moram povedati, kamere, ki so nameščene v naši občini, so, bom rekla, strani turizma. Bomo pogledali tudi to možnost, ampak te kamere ne morajo biti kot neko dokazno gradivo, ker se posnetki ne hranijo, ampak so to, kažejo samo trenutno stanje. To se pravi, bi eden mogel res gledati, ampak morda bi vseeno to kakorkoli povzročilo ali pa odvrnilo, bom rekla, te, ki povzročajo škodo. Kar se tiče prometnega znaka za ulico Jakoba Aljaža, ta zadeva nam je poznana in tudi je že v fazi priprave odločbe za postavitev prometnega znaka, da bo v tej ulici prepovedan promet za avtodome, za prikolice in tudi za tovornjake, z dopolnilno tablo seveda za tovornjake razen za dostavo. Potem to pa mislim, da je bilo to vse, kar je bilo, ostalo pa hvala lepa. Naslednji, ki se je prejavil k razpravi, je pa Slavko Rabič. Hvala lepa. Jaz sem pa dve kmetijske. Danes si že v redu. Ena stvar je, zadnjič je bila koordinacija gorenjskih županov v Planici, in je bilo, ne vem, v Gornjesavcu pisali tudi o inšpektorjih raznoraznih in tudi o kmetijski inšpektorci. In sem pač dobil z enih parih strani, kaj pa bomo zdaj kmetijskimi inšpektorji delali, pa bi rad samo obrazložitev, kaj ste s tem mislili, ko ste se o tem pogovarjali. To je ena stvar. Druga stvar je pa tudi, smo se že tako neuradno pogovarjali, pa bi jaz rad izpostavil uradno, pa bi prosil županjo oziroma gorenjske župane, gre se pa za status kmeta pri kmetijah. Zgornjesavska dolina ima zelo malo kmetov, ki še lahko dokazujejo status kmeta, ker to ni več to, da imaš ti krave, potem imaš pa status kmeta, ampak moraš imeti 19.000 evrov letnega prihodka. Večina kmetov pri nas je 5, 6, 10 glav, ki ga v pošteni ne moreš doseči.
Gre se pa za nakup kmetijskih zemljišč, ki je pa ta prvi pogoj status kmeta. In po občin, pa po vseh občinah praktično se pojavljajo razni špekulanti oziroma vsi tisti, ki to zemljo kupujejo na take ali drugačne načine. Domačini pa praktično do teh zemlje ne pridemo. In verjetno bi bilo potreben v zakonu o kmetijstvu popraviti to zadevo, da ima, jaz mislim, da prvo prednost aktivni kmet, to se pravi tisti kmet, ki ima živino, a je sosed zemljišča, potem pa ta prvi občan občine, ne pa nek tujec. Vidimo, da se tudi po Kranjski ali pa po Žirovanc, pa posod se pojavljajo kmetje, ki so iz Celja, z Žiri, z Maribora in kupujejo našo zemljo. Naši kmetje so majhni. Če jim ne bomo omogočali, da bojo pokupili te majhne koščke kmetijske zemlje, bomo še to izgubili. Ne bomo izgubili samo kmetov, ampak bomo izgubili tudi kmetijsko zemljo, ki bo lastnik nek tujec. Noben več ne bo kosil. Jaz se lahko tam na Doljem pelem, na parcele, ki so neobdelane in to se lahko zgodi, da bo kmalu tudi na občini tako, oziroma na teritoriju občine. In to bi mogli na način probati urediti. Nekako preko kmetijstva ne pridemo več skozi, morda bi pa preko politike pa prišli. Hvala lepa. Hvala. Najprej, kar se tiče te zadnje koordinacije, ki je bila v Planici, kjer smo izpostavili problematiko neučinkovitih inšpekcijskih služb. Tukaj je bilo predvsem mišljeno neučinkovitost, kar se tiče gradenj na različnih področjih in tudi kmetijska inšpekcija je pristojna za gradnje na kmetijskih zemljiščih in tukaj je bilo mišljeno aktivacijo oziroma pač pristojnost kmetijskih inšpekcije, da bo prišla pregledati, kje so zgrajeni objekti na kmetijskih zemljiščih. Ni mišljeno, da bomo ali pa da bi inšpekcija nadzirala kmete. Gre tukaj samo za tisto gradnjo, kjer je kmetijsko zemljišče in postavljeni objekti. Kar se pa tiče te pobude za spremembo, to je res, to pobudo si mi neformalno dal in sem jo tudi predlagala za naslednjo koordinacijo oziroma, da bomo predlagali ministrstvu odprtje oziroma spremembo tega zakona o kmetijstvu, ker se zavedamo te problematike, tako da jaz upam, da bomo naleteli na ušesa, ki nas bodo slišala. Je pa res, da pač prihajamo v predvolilno obdobje, tako da koliko bomo učinkoviti, ne bomo videli. Ne morate vedeti pač, da vsaka sprememba zakonodaje pač potrebuje določen čas, ampak definitivno to pobudo bomo posredovali naprej na naslednji koordinaciji, kjer bo to tudi točka. Tako da a gospod... Sem se hotel prijaviti, pa ne gre. Ja, zato, ker je čas potekel, ker je tako, pa naslednjič, tako da tako, sem odprla razpravo, tako da prijavili so se k razpravi. A res? Potem pa mogoče... Se sem jaz tudi mogel dvakrat, pa mi že registriral, pa me pa ven vrgal. Se ni en krog, to so predlogi in pobude nimajo krogov, tako, a ne? Razprava ima pa dva kroga, tako. Ja, tako. Zdaj pa pritisnite, gospod Kotnik, besedo. Je vaša. Čisto na kratko pobudo. Namreč opažamo, da na prehodu iz občine Senice v občino Kranjska Gora ni neke obvestilne table, da se tukaj začenja občina Kranjska Gora. Pa mislimo, da naš... Je. Točno na izhodu iz avtoceste je velika tabla občina Kranjska Gora. Z vsemi, lansko leto je bila zamenjana, z vsemi, bom rekla, oznakami Triglavskega narodnega parka in tako naprej. Res, na izvozu iz avtoceste jo boste opazili tako. Še kaj drugega? Hvala lepa. Ja, evo, tako. Tako da prišli smo do zadnje točke. To so pa informacije, ki vam jih podajam. Ali lahko prosim malo tišine, da lahko nadaljujemo. Prihajamo do zadnje točke. To so informacije. Poleg tega gradiva, ki je objavljen, bom rekla, kar ste prejeli skupaj s sklicem, to se pravi objavljeni vsi odloki, spremembe odlokov, kar
kar je bilo na zadnji seji sprejeto v Uradnem listu, bi vam rada podala še naslednje informacije v zvezi z investicijami v občini Kranjska Gora, ki so v teku oziroma zaključni fazi ali pa so, bom rekla, tik pred zaključkom. Skratka, v stavbi krajevne skupnosti v Mojstrani je vgrajeno osebno dvigalo. Tukaj so potrebna še manjša dela, tako da bo dvigalo v funkciji. Položena je groba oziroma nosilna plast asfalta na javni poti v Ratečah. Ravno tako je z grobo asfaltno plastjo preplaščena cesta mimo hotela Korona v Kranjski Gori. Potem poteka obnova ceste v Bezjah. Tam se bo zamenjala elektrokanalizacija, vodovod, meteorna kanalizacija in dogradila se bo javna razsvetljava. Izvaja se kamnita zložba ob Dolškem potoku na Dovjem. Pričela se je obnova lokalne ceste v Srednji Vrh. Ta obnova bo trajala kar nekaj časa. Zdaj v tem času, ko so ugodne vremenske razmere, pač obnavljamo oziroma izvajajo propuste in odvodnavanje. Potem se obnavlja oziroma gradi most čez hudournik Krmarica v Zgornji Radovni. Začenja se gradnja tudi večstanovanjskega objekta v Mojstrani in pa obnova mostu čez Hladnik v Spodnjih Rutah. Kratkoročno je predvideno, določene investicije so se prenesle iz leta 2025, te se bodo pač nadaljevala v letu 2026. Za sanacijo plazu Tobolino je izbran izvajalec, pogodba je že podpisana, oziroma ni podpisana, izvajalec je izbran, podpisana bo pa pogodba, ko bomo prejeli strani Ministrstva za naravne vire in prostor tudi soglasje oziroma sklep o sofinanciranju, takrat bomo pogodbo z izvajalcem tudi podpisali. Urejeno je, začela se bo pa tudi ureditev parkirišča ob igrišču Finžgarjevo naselje v Gozd Martuljku. Kot je bilo pa že povedano, so pa zaključene investicije parkirišča v Mojstrani, tam sem mogoče še Blažu Knificu dolžna pojasnilo, kaj je rekel, da je manj parkirnih mest. Pač parkirišče je zrisal projektant z vsemi standardi ustreznih širin, bom rekla, boksov, tako da absolutno so tukaj standardi upoštevani. Jaz verjamem, da jih je verjetno zdaj le manj možno parkirati, seveda, ker morajo biti pač v bokse avtomobili parkirani. Potem je bila izvedena povezovalna pot pri Kolesarski v Gozd Martuljku in zaključena obnova javne poti v ulici Smerinje. Tukaj je še nekaj slikovnega gradiva, kar se tiče investicij, ki potekajo oziroma so potekale v letu 2025 ali pa se še izvajajo. Tako da tukaj vidite, bom rekla, Rateče, potem most v Radovni, Krmarica in Srednji Vrh, začetek obnove. Še nekaj, tudi pač zaključena je gradnja sončnih fotovoltaičnih elektrarn na 5 občinskih objektih. Tako da toliko, kar se tiče investicij. Sedaj pa še nekaj podatkov v zvezi s turistično takso in koncesijsko dajatvijo. In sicer v letu 2025 do konca novembra je skupni prihodek iz naslova turistične takse 1 722 000 evrov, kar je nekaj več že zdajle, kot je bilo v letu 2024 in tudi 2023. Kar se tiče koncesijske dajatve, je pa ta prihodek do konca novembra nekaj nižji kot do konca leta 2024. Pričakujemo, da se bo mogoče ta znesek do konca leta 2025 približal višini iz leta 2024. Za zaključek bi predstavila rada še ta zeleni sistem v park v središču Kranjske Gore. Kot veste, je ta zeleni sistem je eden od projektov, s katerim smo kandidirali na ta sredstva iz dogovora za razvoj regij. Projekt je v zaključni fazi in se bo tudi predstavil na zboru občanov krajevne skupnosti Kranjska Gora. V proračunu so sredstva tudi bila prikazana, tako da nekaj čez
milijon. 1,2 milijon, no, tako dobimo iz tega dogovora za razvoj regij. Za zaključek bi rada vse skupaj obvestila, da bodo potekali zbori občanov, in sicer se začnejo najprej v krajevni skupnosti Podkorem 15. decembra, potem krajevna skupnost Kranjska Gora 16. december, Rute 17. december, krajevna skupnost Rateče Planica 22. december in krajevna skupnost Dovje Mojstrana 23. december. Vsi zbori občanov pa se bodo pričeli ob 17. uri. Toliko za danes. Jaz se vam prav lepo zahvaljujem za udeležbo na današnji seji, za konstruktivno sodelovanje. Jaz pričakujem, da se bomo z večino še vseeno videli do božičnih praznikov ali na zborih občanov oziroma na dogodkih. Skratka, ampak vseeno vam za vsak slučaj želim lepe praznike pa vse dobro. Hvala lepa.